Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaša vprašanja ter pobude. Ukvarjali se bomo s skrivnostjo zadnjega vpetja pri tovarniški ekipi Mercedes. Današnje vprašanje izgleda na prvi pogled izjemno enostavno, čeprav bomo videli v nadaljevanju, kako znajo biti tako enostavni principi v resnici izjemno kompleksni. A izgleda, da pri tovarniški ekipi Mercedes so znova dobili neko novo idejo, nek način ukrivljanja pravil, ki je genijalen, podobno kot s sistemom DAS. Ampak pogledali si bomo, kako naj bi ta rešitev delovala in če v resnici nudi tiste prednosti, kot trdijo viri. In poglavitni vir v tej zgodbi je nam znana ekipa Red Bull. Z njihove strani smo slišali marsikatero barvito izjavo, ki je nekako skušala spraviti nasprotnike v neprijeten položaj. Se spomnite vonja po jagodah ter grenivkah za Ferrari pred nekaj sezonami? Ne govorim, da pri Red Bullu si nekako izmišljujejo zgodbe. Hotel bi poudariti, da radi govorijo o skrivnostih drugih ekip. A preden se spustimo na tehnično razlago, kaj bi lahko bilo vse na zadku oziroma zadnjem vpetju tovarniške ekipe Mercedes, bi rad za trenutek vas spomnil, da od velike nagrade Francije v tej sezoni je v veljavi nova tehnična direktiva. Ta določa druge standarde pri merjenju upogiba zadnjega stabilizatorja. Prvi pogled tu nima nikakršne zveze s tistim, kar bomo govorili danes. A videli bomo, da tudi mogoče nekaj na tem je. Od velike nagrade Francije ste mogoče opazili na zadnjem profilu tiste velike kontrastne pike, s katerimi skušajo nadzorniki, tehnični delegati ugotoviti, za koliko se upogne zadnji stabilizator. In tisto, kar vidimo na Mercedesu, v bistvu deluje na podobnem principu. Le da tokrat se ne upogne nosilec stabilizatorja, spusti se kompleten zadek. A profil na stabilizatorju ne ve, ali se je spustil kompletni zadnji del, ali se je upognil samo nosilec. Obnaša se skladno s pravili fizike in tu ni bistvenih sprememb. A da bi bolje razumeli, kaj naj bi se dogajalo pri tovarniški ekipi Mercedes, bom povzel enkratno razlago, ki jo je dal Gary Anderson za kanal The Race. V teoriji je rešitev, ki jo vidimo pri Mercedesu, izjemno enostavna. Vpetje v bolidu Formule 1 ima 3 blažilne elemente, levega, desnega ter srednjega, tako spredaj kot seveda tudi zadaj, a sedaj se bomo orientirali na zadnji del. Gary Anderson je povedal, da kolikor nastavimo srednji element na pravo nelinearno trdoto, dosežemo pravzaprav tisto, o čemer govorijo pri Red Bullu. In dal je enkraten primer. Namreč tudi na naših običajnih avtomobilih imamo vrata prtljažnika, katera imajo nelinearne blažilce. Ko so vrata odprta, je potrebno kar nekaj sile, da jih premaknemo malce navzdol. A ko gremo čez tisto točko preloma, se vrata kljub blažilcu začnejo sama zapirati. In podobna zgodba je, ko jih odpiramo. Malce je treba povleči in potem se sama odprejo do konca.
Podobna zgodba tu, tisti srednji element, ukolikor pride zadostna sila, enostavno popusti in spusti zadek bolida navzdol. In tu se je meni osebno pojavilo že prvo vprašanje. V nekaterih virih sem prebral, da ta spust naj bi bil celo večji od 50 mm. 5 cm se meni osebno zdi ogromno. A možno je to približno nekako preveriti z uporabo trigonometrije? Namreč, nekje je jasno, da kot ravnega dna pri tovarniški ekipi Mercedes je tam med stopinjo in stopinjo ter 2 desetinkama. Vemo približno medosno razdaljo 3760 mm in poznamo kotne funkcije. Tangens, malo manjši od stopinje in 2 desetink, je 0,02. Imamo medosno razdaljo. Če malce zaokrožim, lahko vidim, da tista stranica, ki kaže višino pravokotnega trikotnika med podlago ter ravnim dnom, je 75 mm. Torej, možno je, da se zadek bolida spusti tudi za več kot 50 mm. Ampak sedaj, kaj smo dosegli? Namreč, po eni strani se lahko vrnemo na začetek naše zgodbe, sprememba samega profila, ampak spremenili bi ta kot približno za stopinjo. Gary Anderson pravi, da bi tudi dosegli podoben učinek na samem dnu. Spravili bi difuzor v tako stanje zračnega toka, da ta ne bi deloval. In kolikor ne deluje, ne generira zračnega upora. In do tu je zgodba fantastična. A meni se je prižgal zvonec v glavi, ko sem malce o tem bolj podrobno razmislil. Namreč, spomnil sem se tabele, ki jo pogostokrat uporabljam v mojih prispevkih. Tabela Williama Töta, ki nam kaže tisto razmerje med oprijemom, ki ga generira določen element, govorimo o aerodinamiki, ter zračnim uporom. In vidimo, da ravno dno generira bistveno manj upora kot zadnji stabilizator. Zato sem malce v dvomih v tej točki, kolikor je imel Gary Anderson prav. A tu se mi je odprlo še kar nekaj zanimivih vprašanj. Namreč Gary Anderson je pravilno povedal, da na ravnini se ne rabi oprijema, čim nižji je zračni upor ter hitrejši bo bolid, in v trenutku, ko voznik stopi na stopalko za zavore, se teža navidezno pomakne naprej, sila na zadku popusti in takoj bi tisti blažilec stopil v funkcijo ter privzdignil zadnji del. A meni se je to zdelo izjemno grobo. Torej, v trenutku, ko bo nekdo stopil na zavore, bo dobil pravi udarec, ko bo aerodinamika začela delovati, pa naj si bo na difuzorju ali na zadnjem stabilizatorju. Po drugi strani, kar potrdi tudi Anderson, izjemno težko je nastaviti ta srednji element. Namreč element ne ve, ali se nahaja na sami ravnini ali v ovinku. V Silverstonu zadeva ne bi prišla do izraza, kajti tudi v tistih hitrih ovinkih je sila, ki deluje na zadnje vpetje, precejšnja. Po drugi strani, na sami ravnini, ukolikor srednji element je nekako stisnjen do konca, ne deluje blaženje. Udarci se prenašajo direktno na šasijo in oprijem samih pneumatik je slabši, kot bi lahko bil. No ja, tudi pneumatike lahko prevzamejo delček blaženja, ampak potrebno je dvigniti tlak v njih, kar je zopet nekaj, kar je daleč od idealnega. In seveda, sedaj se lahko vprašamo, ali zadeva, ki jo vidimo na tovarniški ekipi Mercedes, kar pravijo pri Red Bullu, sploh da neko konkretno prednost.
Slišali smo z ust Kristjana Hornerja, da na ravninah Red Bull se sploh ni sposoben približati Mercedesu. Ampak je to samo posledica te nastavitve na zadnjem vpetju ali kaj drugega. Namreč ideja samo po sebi je genialna, ampak ne vemo, kako prednost daje. In sam sem kot običajno vzel na planu številke. Podatke za veliko nagrado Italije, Rusije, Turčije ter Združenih držav Amerike, kjer bom skušal v naslednjih minutah ugotoviti, kolikor Mercedes ima ta sistem ali zares deluje. Namreč sistem, ki ne bi deloval in ne bi prinašal neke konkretne prednosti, je slabost predvsem v tem delu prvenstva. In tu bomo uporabili podatke za končno hitrost. Čeprav sem pri predhodnih prispevkih povedal, da za samo generalno hitrost na celoten krog maksimalna hitrost ni tako pomembna. Tokrat govorimo o ravninah, tokrat govorimo o tem, da Red Bull ni sposoben priti blizu Mercedesu. Zato je tu končna hitrost relevantna. In ne bomo uporabljali celotnega kroga, temveč samo določene odseke. Naprimer, na veliki nagradi Italije v Monzi, če pogledamo končno hitrost, ki jo bolid doseže na cilju in tisto, ki je dosegel tam, kjer merijo največjo hitrost, videli bomo določeno razliko, ampak zavedati se moramo dejstva, da je med tema dvema točkama proga dobesedno ravna. In v teh pogojih bi moral sistem, ki ga opisujejo pri Red Bullu, delovati. In poglejmo, Lewis Hamilton je na kvalifikacijah na ciljni črti dosegel največjo hitrost 315,6 km/h. Na točki, kjer se meri najvišja hitrost, malce kasneje, pa 338,4 km/h. Torej 22,8 km/h več. Max Verstappen na istih točkah 315,8 km/h, torej bil je 0,2 km/h hitrejši, ampak na to je izgubil kar precej. 334,6 km/h. Razlika med začetkom in koncem 18,8 km/h ali poenostavljeno 4 km/h razlike med Mercedesom in Red Bullom. In mnogi bi s temi podatki potrdili teorijo, ki jo pravijo pri Red Bullu. Sam sem šel malce globlje. Začel sem se spraševati, kaj pa ostali. In izbral sem si nekoga, ki po mojem osebnem mnenju ne more konkurirati ne Lewisu Hamiltonu, ne Maxu Verstappenu, tako po vozniških sposobnostih, kot po bolidu, ki ga ima na razpolago. Nicolas Latifi. Na prvi točki je imel hitrost 318,6 km/h, torej bil je hitrejši tako od Hamiltona kot od Verstappena. Na drugi točki, torej tam, kjer se meri najvišjo končno hitrost, je imel pa končno hitrost 344,6 km/h. Zopet precej hitrejši od obeh, 10 km/h hitrejši od Verstappena. In razlika od začetka do konca celih 26 km/h. Torej, če je bil Hamilton približno za 4 km/h hitrejši od Verstappena, je bil Latifi za 4 km/h približno zaokroženo hitrejši od Hamiltona. Pa ne, da imajo tudi pri Williamsu tako dognano zadnje vpetje. Pa pojdimo naprej. Na veliko nagrado Rusije, tisto progo, kjer mnogi pravijo, da je ta revolucionarni sistem prišel pri Mercedesu najbolj do izraza, namreč dolge ravnine ter ostri ovinki. Tu Maxa Verstappena ne moremo uporabiti. Namreč zaradi kazni njegove končne hitrosti na kvalifikacijah niso primerljive, kajti ni šel na polno. A vseeno, cilj
ter tista točka, kjer se meri najvišjo hitrost, so na delu proge, ki je skoraj popolnoma raven. In tokrat bomo uporabljali druge voznike, Valtterija Bottasa in Sergija Pereza. Valtteri je imel na ciljni točki 156,2 km/h. Tam, kjer se meri najvišjo končno hitrost, pa 302,7 km/h. Razlika 146,5 km/h. Poglejmo, kaj je bilo s Perezom. Na cilju 150,1 km/h. Zopet vidimo 6 km približno na uro manj. A na točki, kjer se meri najvišja hitrost, 304,2. Torej, bil je hitrejši od Valtterija Bottasa. Tudi tisto pospeševanje je bilo bistveno bolj učinkovito. 154,1 km/h ali skoraj 8 km/h. Da ne bomo pozabili, imamo tudi Lewisa Hamiltona. On je na ciljni črti bil počasnejši od Bottasa, ampak hitrejši od Pereza, 153,6 km/h. A na koncu je imel višjo hitrost kot Perez, 307,1 km/h. Ampak razlika med začetno in končno hitrostjo je bila še zmeraj manjša kot pri Perezu, 53,5 km/h. 60 km/h ni velika razlika in nekako stavi pod vprašaj tisto, kar smo videli v Monci. A imamo tudi veliko nagrado Turčije. Kaj se je zgodilo pa tu? No, tu bom moral uporabljati malce drugačne točke. Namreč ravnina, na koncu katere so postavili tako imenovani speed trap ali meritev najvišje končne hitrosti, je bila po končanem drugem sektorju, ampak imamo tudi te podatke. Max Verstappen je na točki, kjer se je končal drugi sektor, imel hitrost 292,2 km/h. Tam, kjer se meri najvišja hitrost, pa 322 točno. Razlika 29,8 km/h. Poglejmo, kaj je dosegel Lewis Hamilton. Že na začetku bistveno hitrejši, 296,6 km/h. Nato zopet hitrejši, 327,5 km/h. Ampak razlika med začetkom in koncem 30,9. Kilometer in desetinka na uro je razlika v tistem, kar smo videli pri pospeševanju med Maxom in Lewisom. A ja, ne pozabimo na Latifija. Latifi je na koncu drugega sektorja imel 297,7 km/h, torej dober kilometer na uro višjo hitrost kot Lewis Hamilton. Tam, kjer se meri največja končna hitrost, pa 330,1 km/h, bistveno višja kot Lewis Hamilton. In razlika med hitrosti 32,4 km/h, torej skoraj 3 km/h hitrejši od tistega, kar je pokazal Max Verstappen. Torej, zopet nas Latifi preseneča, se strinjate? A pojdimo na zadnjo dirko, kjer to primerjavo, ki sem vam pokazal do sedaj, ne moremo uporabljati. Kajti nimamo dveh zaporednih meritev hitrosti na ravnem, sorazmeroma ravnem delu proge. A vseeno, da bomo dobili občutek. Na ciljni črti je imel Max 218,4, Lewis pa 216,8, torej Lewis je bil počasnejši. Na drugem delu proge, kjer se meri najvišjo hitrost, je imel Max 318,3, Lewis pa 323,35 km/h v korist Maxa. Zanimivo je nekaj drugega. Pustimo za trenutek Latifija primeru in poglejmo, kaj je pokazal Schumacher. Na začetku, kot bi lahko pričakovali, na ciljni črti je bil počasnejši, 212,2.
A na točki, kjer se meri najvišja hitrost, je dosegel 318,8 km, je bil hitrejši na uro tistega, kar je pokazal Max Verstappen. In da ne boste mislili, najvišjo hitrost je dosegel Ocon. 332,9 km na uro. Torej, vsakdo izmed nas si lahko odgovori, ukolikor ima Mercedes tako nastavitvijo podvozja, ali prinese določeno prednost ali ne. Sam nisem videl kakega izjemno visokega odstopanja, ki bi kazala na prednost Mercedesa. In zadnji najboljši štartni položaj Lewisa Hamiltona v tej sezoni je bil na veliki nagradi Madžarske, na progi, kjer mu tak sistem ne bi pomagal. A vseeno, ideja v principu ni slaba in je tudi skladna s pravilnikom. A po drugi strani dvomim, da so pri ostalih ekipah le nemo spremljali, ko so skušali nekako zaobiti tiste ovire, ki so jih postavili z novo tehnično direktivo na veliki nagradi Francije. Pri Mercedesu, ukolikor uporabljajo tak sistem, dvomim, da jim bo prišel prav na zadnjih 3 dirkah, ki so popolnoma nove proge, kjer ne vedo, koliko bo potrebno nastaviti tisti srednji element. In to bi znalo kazati v smer, da ta sistem, o katerem beremo, ni prvič dovolj učinkovit in drugič ga na finalu te sezone ne bomo videli. A seveda, kot običajno, moje osebno mnenje, moje razumevanje kompleksnega problema in seveda moje videnje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.